Lep pozdrav, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, ljubitelice in pa ljubitelji nogometa. Pred nami je drugi polčas tekme 13. kroga v tretji slovenski nogometni ligi Vzhod. Dravograd gosti Bistrico. Po prvem delu gostje vodijo z ugodnih 1-3, strelec za goste dvakrat Martinčič in še Kovačič. 0-3 so že imeli nogometaši Bistrice v 27. minuti, nato v 35. minuti pa je zadetek za domače dosegel Kogelnik in tako pred nadaljevanjem na nek način še vlil nekaj upanja za kakšno točko na tem obračunu. Glavni sodnik je med tem naznanil začetek drugega dela. V sredini igrišča so krenili gostje, ki igrajo ta dvoboj v svojih tradicionalnih rdečih dresih, domači pa prav tako v svoji tradicionalni zeleno-črni kombinaciji. Polegek lepo v preigravanju, mešal se Šteharnik. Pri domačih so pravili dve zamenjavi pred začetkom drugega polčasa. V igro sta vstopila številko 10 Jan Kotnik ter številko 16 Nejc Obretan. Kotnik je v igro vstopil na mesto nogometaša številko 3 Petka. Izak proti Šteharniku. V prodoru je bil sedaj Kotnik, ki pa je v igro vstopil na mesto številko 7 Bevka. Jan Kotnik je nogometaš, ki je v tej sezoni za Dravograjčane dosegel največ zadetkov. 6 jih je vpisal, zagotovo okrepitev za ta drugi polčas za domače moštvo. Bračko je krenil, Bračko takoj prostor proti Martinčiču. Iz avta Martinčič, Bračko, Pori do Kotnika, Kotnik je iskal Kogelnika, Kogelnik uspešnejši, Kotnik na desni strani ima veliko prostora, sedaj Obretan, Obretan vrača Kotniku, Kotnik v bloku Rozman, Pori visoko čez vrata je na koncu sprožil Pori. Na levi strani je imel boljšo opcijo, bi lahko rekli, v napad. Se je vključeval eden izmed domačih nogometašev, številko 18 je bil to Kovač. Znova pa sedaj v posesti gostje, teče 49. minuta v drugem polčasu. Bistričani, če bodo želeli zadržati to prednost, bodo morali biti pozorni v obrambnih nalogah. Izgubili so že nekaj žog, nespametnih žog na sredini igrišča. Ribič v prostor proti Polegeku, prehitra podaja je bila to za slednjega. Dabanovič znova na kratko proti Rozmanu. Korošec, Bračko, Bračko vrača Rozmanu. Sedaj vidimo, da so domači oziroma predvsem Kogelnik pritisnili na zadnjo vrsto Bistrice. V prostor sedaj
Vidmar proti Ribiču. Ribič, nesporazum tokrat med Ribičem in pa napadalcem Polegekom. Šteharnik proti Izaku, nespametno Izak, strelja Polegek, obramba vratarja Savelija. Kar naenkrat se Polegek znašel v situaciji za povišanje prednosti Bistrice, a priložnost je ostala neizkoriščena. Bolje rečeno, obrambo se je izkazal vratar Saveli. Pušnik izbija pred Porjem. Martinčič lepo proti Ribiču. Še vedno Ribič, prekršek Obretana. Kristl je iskal Bračka, izbijajo na koncu obrambi domačih in to bo prvi udarec iz kota v tem drugem polčasu, skupno tretji za Bistrico. Visoka podaja oziroma proti oddaljeniši vratnici je sedaj poslal ta predložek iz kota Pušnik, na koncu prekršek gostujočih nogometašev in prosti strel za vratarja Savelija. V tem drugem delu, zaenkrat razen pred kakšno minuto, ko se je priložnosti znašel Polegek, še nismo videli pravih nevarnosti za vrata obeh vratarjev. Do tega kroga je bilo odigranih 72 tekem, videli smo 38 zmag domačih in 25 zmag gostujočih moštev ter 9 neodločenih rezultatov. Najvišjo zmago v sezoni pa so vknjižili Podvinci, ko so z 0:7 ugnali Dobrovce v tretjem krogu. Padlo je že 248 zadetkov, 139 proti 109 je, kar se tiče gol razlike v prid domačih moštev. Če dejansko pogledamo statistično, je to 3,4 zadetka na srečanje. Dosojenih je bilo že 20-11 metrov, Polegek, še vedno Polegek s povratno podajo. Bračko, vendarle ostaja 1:3. Korošec, Kovačič, uspešnejši sedaj Kovač, dal prostor proti Kotniku. Brez prekrška nad Kotnikom, Bračko na levo stran proti Martinčiču. Še vedno Martinčič, Kotnik na levo stran proti Porju. Porji takoj v prostor do Kogelnika, ale ta se je znašel v prepovedanem položaju. Kotnik je prejel rumen karton zaradi ogovarjanja. Četrti. Prosti strel sedaj, oziroma tako prosti strel je izvedel številko 4 Rozman, tako napad na desno stran, kjer se je odkrival Kovačič. Prehitra podaja na koncu za slednjega.
Pori. Pori v napad proti Kogelniku. Izbijal je Vidmar, dovolj hiter je bil Dabanović. Kogelnik sedaj močno do zadnjega atoma moči igra napadalec domačih, iz avta sedaj Pušnik. Se še vedno Pušnik, Kristl, vmešal se Pori, avt sedaj za domače. Pori, atraktiven poskus Porija. Vidmar proti Korošcu, veliko prostora ima Korošec. Bračko. Ribič, poskus dvojne podaje med Bračkom in Ribičem. Oster prekršek sedaj Ribiča. Rumeni karton je prejel levi bočni nogometaš Bistrice. Prosti strel bo izvedel kapetan Rogina. Pori je nekoliko nespretno odreagiral sedaj v tej situaciji, a hitro žogo priboril svojemu moštvu. Borben je Pori, a danes zaenkrat mu ne uspeva najbolje v teh samostojnih akcijah. Korošec, nekaj raztrgane igre sedaj na obeh taborih. Pušnik. Še vedno Pušnik, lepo prostor proti Martinčiču. Martinčič, Kovačič, 1-4, izjemna akcija nogometašev Bistrice in povišanje prednosti v 57. minuti. Drugi zadetek tudi Kovačiča po podaji Jaše Martinčiča. Akcijo pa je znova začel številko 2. Pušnik z izjemno globinsko podajo prostor Martinčiču, ta pa pred vrata, kjer je v prazno mrežo na koncu zadev Kovačič. 1-4 prednost Bistričanov, ki so še enkrat več povedli za 3 zadetke in tako si še olajšali zadeve pred nadaljevanjem tega dvoboja, če lahko rečem. Domači še niso uspeli priigrati nobene nevarne situacije pred vrati gostov v tem drugem delu. Bistričani res dokazujejo, da gre za ekipo, ki lahko igra na visokem nivoju skozi celoten dvoboj. Sedaj pa se nekaj prostora odpira kapetanu Rogini. Tokrat pa nenatančen pri oddaji žoge. Mirno vse skupaj Vidmar do vratarja Dabanovića. Pri Dravogradu, kot že rečeno, v tej sezoni največ zadetkov za Jana Kotnika 6, sledi Nejc Pečnik s 3, po 2 so še dosegli Cene Kitek, Peter Kogelnik, oziroma Kogelnik je danes dosegel svojega 3., tako se je na drugem mestu izenačil s Pečnikom. Tine Pori, Davor Rogina, Martin Šteharnik in Domen Bevk pa s po 2 zadetkoma. Skupno so jih pri Dravogradu dosegli 24. Na drugi strani pri Bistrici pa zaenkrat v tej sezoni, kot že prerečeno, najboljši strelec s tema 2 zadetkoma danes Jaša Martinčič. 11 jih je že dosegel v letošnji sezoni 3. ligaške konkurence. Sedinec Bračko z 9, Šlak s 7, po 2 sta dodala, oziroma 4 je dodal sedaj tudi Žan Kovačič, 2 pa še Enej Kapun. Oster trk sedaj Kovačiča z glavo v skupil je sedaj
Vendarle, ko to kaže, bo lahko s tem dvobojem nadaljeval Kovačič. Prosti strel bo sedaj za domače oziroma za goste, seveda se opravičujem. Po vsej verjetnosti, a vendarle bo tokrat izvajalec Kristl, ponavadi te situacije oziroma te predložke pred vrata pošilja Pušnik. A vendarle na koncu met iz avta za goste. Oziroma za domače moštvo, res nekaj zmede sedaj na igrišču. Kotnik, mirno vse skupaj vrača Rozman, Dabanović. Iz avta Ribič, Bračko, vrača Vidmarju, ta znova proti Bračku, Korošec, Bračko, še vedno Bračko, na Bračka pritiska Rogina, še vedno po cesti Bračko, to je lepo videl tikajočega Martinčiča. Prednost je pustil glavni sodnik. Izbija številko 20 na koncu tudi Leon Ferenčak. Ali bo dovolj hiter Martinčič, seveda brez težav je to žogo Martinčič. Martinčič v preigravanju, Martinčič povratno podajo, je iskal Kovačiča, ostaja 1:4 v 63. minuti pa četrti udarec iz kota za Bistrico. Znova so gostje dobro odreagirali v obrambni formaciji, v prepovedanem položaju pa na koncu napadalec Polegek. Kar se pa tiče rumenih kartonov v tej sezoni pri Dravogradu, odjeljen Martin Šteharnik, ki jih je zbral 5, po 3 pa so prejeli Davor Rogina, Tilen Stefanović, Andraž Vrabič in Cene Kitek ter Nec Pečnik. Martinčič znova v prostor proti Kovačiču, še vedno Kovačič proti Martinčiču, 1:5. Drugi zadetek Bistrice v drugem polčasu, tretji Martinčiča na tem obračunu, tokrat podaja Kovačiča in 1:5. Prednost Bistrice, ki v tem drugem delu nadaljuje s to odlično predstavo, ki so jo prikazali danes z visokim tempom. Dravograjčani enostavno ne morejo slediti temu visokemu tempu, ki ga narekuje Bistrica skozi celoten oziroma skozi celotno srečanje. Rogina
Rogina proti Šteharniku, ta na levo stran, kjer je Ferenčak. Pušnik vrača vse nazaj do vratarja Dabanoviča. Ta obračun je v 65 minuti zagotovo že odločen s tem 5. zadetkom Bistrice. Morda je bil že pred tem oziroma s 4. zadetkom v 57 minuti. A sedaj pa mislim, da je stanje o zmagovalcu oziroma tako vse, kar se tiče zmagovalca na tem obračunu rešeno. Martinčič, Kristl v prostor Ribiču. Še vedno Ribič. Kogelnik je krenil, še vedno Kogelnik. Pravočasno se je na koncu obrambo vrnil Pušnik. Korošec vrača Kristlu, ta z diagonalno podajo na desno stran proti Kovačiču. Dovolj hiter Kovačič, lepo Kovačič. Nanj je pritisnil Ferenčak. Out na koncu za Bistrico, iz avta bo metal številko 2 Pušnik. Golout za vratarja Savelja. Kar se pa tiče rumenih kartonov pri Bistrici, oziroma posvetimo se sedaj tudi zamenjavam v taboru gostov. Iz igre odhaja številko 4 Rozman, v igro pa prihaja številko 3 Andraž Korošec. Iz igre še tudi številko 14 Vidmar. Gre za dve zamenjavi na položajih centralnih branilcev. V igro pa številko 5 Jan Ljubec in številko 3 Andraž Korošec. Rogina proti Založniku. Založnik vrača vse nazaj do Izaka, ta do Šteharnika. Znova do žoge Izak. Sedaj se verjetno tudi v taboru domačih zavedajo, da so točke na tem obračunu izgubljene in da je pred njimi že 3. zaporedni poraz v tej sezoni. Lepo znova gostje, Pušnik, Bračko atraktivno, obramba Savelja. Napaka Ferenčaka proti oddaljenejši vratnici, kjer je imel prazna vrata sedaj Kovačič. Priložnost za hat-trick in še 6. zadetek Bistrice na tem obračunu za Kovačiča je splavala po vodi. Najvišji v skoku je bil Pori. Atraktivno kotnik Pori, nekaj prostora je sedaj osvojil Pori. Še vedno Pori v prostor, kjer se je odkrival Kogelnik. Pori. Nanj je dobro pritisnil Korošec in out za Bistrico. Ljubec.
Ljubec v prostor, kjer se je odkrival Ribič, vendarle nekoliko prehitra podaja je bila to. Šteharnik, višji od Korošca je bil na koncu Kogelnik, izbija pa vse skupaj Ljubec. Udarec je prejel sedaj Kristl. Vendarle bo z obračunom lahko nadaljeval Kristl, športno sedaj žogo Bistričanom vrača številko 16 Obretan, Korošec. Korošec vrača Ljubcu. Kristl znova podaja do Korošca. Bistričani so danes zares odigrali zelo kvalitetno, predvsem v fazi napada. Si priigrali še nekaj lepih priložnosti za zadetek, prednost bi morda lahko bila še višja, a kljub temu 5 zadetkov v mreži domačih. Rogina. Nanj je znova pritisnil Martinčič, še enkrat več so v težavah domači. Tokrat jih je Rogina dobro razrešil, Založnik proti Kogelniku. Korošec mirno vrača Dabanoviću. Kovačič uspel je sprejeti podajo Dabanovića. Kovačič, vendarle je bil zbran tudi Kovač v taboru domačih. Kotnik. Kotnik, udarec iz kota za Dravograjčane, prvi v drugem polčasu, skupno drugi. Obretan strelja, obramba Dabanovića, prvi nevarnejši poizkus je bil to tudi v drugem delu v taboru domačega moštva. Sprožil je Obretan, brez težav pa na koncu za vratarja Dabanovića. Korošec. Korošec proti Martinčiču, na levi strani se v napad lepo vključil Polegek, še vedno Polegek. Polegek preigrava in zadetek Polegeka 1-6. Prav vsi trije nogometaši v napadu pri Bistrici so se vpisali med strelce na tem obračunu. Svoje je sedaj v 73 minuti še dodal Polegek in 6-1 vodstvo Bistrice. Res izjemna predstava gostov, ki so tako pokazali, da zakaj so trenutno na prvem mestu. Šteharnik znova na levo stran proti Ferenčaku. Umešal se Bračko, Kristl, Kovačič, Polegek, znova Bračko. Ljubec na levo stran proti Ribiču, ta znova vrača do Ljubca. Martinčič, še vedno Martinčič v preigravanju, mirno vrača do Kristla. Kristl, tokrat pa nekoliko
Nenatančna podaja strani Kristla. Pušnik, še vedno Pušnik. Pušnik je videl tekajočega Martinčiča. Sedaj pa napaka Kovača. Takoj iz avta Pušnik proti Kovačiču. Kljub tej visoki prednosti so napadalci Bistrice še vedno željni zadetkov, željni lepih akcij, samostojnih akcij. Res zelo, zelo dobro igrajo Bistričani v fazi napada. Poglejmo še eno akcijo, Bračko. Še vedno Bračko, tokrat Bračko v samostojnem prodoru. Bračko, vendarle nespametno je sedaj to storil Bračko. In drugi rumeni karton je bil to za Bračka in rdeči izključitev Bračka. Zelo, zelo nespametna poteza strani tega nogometaša. Visoko prednost imajo Bistričani. Brez prave potrebe je bil storjen ta prekršek Bračka nad Savelijem. Dve menjavi sedaj pripravljajo v taboru Bistrice. Iz igre odhaja številko 18 Kristl. Kot vse kaže tudi številko 6 Korošec. V igro pa številko 11 Horvat. Ter še številko 13 bo vstopil v igro Gal Dvoršak. A vendarle bo trener gostov Simon Dvoršak še počakal s to menjavo. Tako Korošec ostaja v igri. Ostalo je zgolj pri eni zamenjavi. Iz igre je odšel številko 18 Kristl. V igro pa je vstopil številko 11 Horvat. Ferenčak, poskus predložka v bloku je bil Pušnik. Kogelnik proti Kotniku, ta znova Kogelnik. Dabanovič nakratko do Korošca, ta na levo stran, ker je Ljubec. Teče 78. minuta obračuna. Rdeč karton smo videli, prejel ga je po res nespameten prekršku nad domačim vratarjem Bračko. Dravograjčani imajo tako za zadnjih 15 minut, bi lahko rekli, prednost igralca več na igrišču. Morda lahko pridejo do kakšnega zadetka in s tem ublažijo današnji poraz, popravijo vtis iz teh 75 minutah, ki smo jih videli. Pred rdečim kartonom Bračka seveda, Korošec takoj na kratko do Ribiča. Ljubec. Kar se pa tiče samih odigranih minut v tej sezoni pri Dravogradu, pred tem dvobojem seveda, kot že rečeno, jih je največ zbral Primož Kanduč 990, sledi Domen Bevk z 929, Martin Šteharnik jih je odigral 916, Anže Pešl 874 ter Andraž Vrabič 874. Iz igre pa sedaj pri Bistrici številko 10 Jaša Martinčič, nogometaš, ki je danes dosegel hat-trick. V igro pa prihaja številko 13 Gal Dvoršak.
Šteharnik takoj na kratko proti Kovaču. Kovač z diagonalno podajo na levo stran, na mesto je bil Pušnik. Horvat, še vedno Horvat, vrača Korošcu Ljubec. Pri Bistrici pa je pred tem dvobojem največ minut odigral Jaka Dabanovič 1080, sledi Amadej Ribič s 1059, Marcel Pušnik jih je izbral 1050, Nec Bračko 1042 ter Aljaž Polegek 1011. Medtem Ferenčak izbija, nekoliko nespretno sedaj Korošec. Nanj še vedno pritiska Kotnik, vendarle je žoga na koncu do vratarja Dabanoviča. Horvat v prostor proti Polegeku, morda za odtenek prešibka podaja. Še pravočasno je vendarle uspel odreagirati eden izmed domačih branilcev, iz avta pa sedaj za Bistrico Ribič. Dvoršak vrača Horvatu. Horvat v kazenski prostor, kjer ni bilo nobenega izmed gostujočih nogometašev, izbil je Šteharnik. Obretan, v obrambo se vrača Korošec, še vedno Obretan. Kogelnik za hrbet Kotniku, obetavna akcija je bila to Dravograjčanov. Kotnik s predložkom. Obretan je zadel Porja, medtem pa prekršek domačih nad Ribičem. Še ena zamenjava se pripravlja v taboru domačih, v igro bo prišel številko 6. Aleš Korbar, iz igre pa odhaja številko 14 Tine Pori. Ta obračun je prvi tega 13. kroga, pravočasno je uspel še Ribič oddati žogo proti Horvatu. Znova vrača Ribiču, Polegek, Horvat, še vedno Horvat v prodoru. Horvat z ostro podajo v bloku Šteharnik, peti udarec iz kota za Bistrico na tem obračunu. Na izvedbo odhaja številko 2 Pušnik. Predložek pred vrata oziroma tako kot bo izvedel Pušnik, kot že rečeno. Znova proti oddaljenejši vratnici, kjer se je v priložnosti znašel Ljubec. A ostala je neizkoriščena, izid pa tako ostaja nespremenjen, 6-1 za nogometaše iz Bistrice, ki so zares povsem deklasirali Dravograjčane v tem 13. krogu 3. slovenske nogometne lige Vzhod. Kogelnik dovolj visok, podaljšal je vse do Obretana. Znova proti Kogelniku. Veliko prostora ima Kovač, nekaj smole imel Kovač, v tem primeru Korošec, Horvat. Horvat z diagonalno podajo na desno stran proti Kovačiču. Kovačič proti Korošcu in 1-7 v 85 minuti. Nov zadetek Bistrice in 7-1 vodstvo Bistričanov, tokrat pa strelec Korošec. Izjemen protinapad gostov, diagonalna podaja Horvata na desno stran proti Kovačiču, ta pa je v sredini videl tekajočega Korošca, ki
je žogo spravil za hrbet vratarja Savelija in kot že rečeno, prednost Bistrice povišal na 1:7, res izjemna napadalna predstava gostujočega moštva. Še četrti zadetek v tem drugem polčasu, v prvem so dodali še 3. Šteharnik, Dravograjčani pa v tem drugem delu povsem izgubljeni, je pa res, da so skozi celotno srečanje v podrejenem položaju. Bistričani na nek način so jih zasenčili prav v vseh pogledih nogometne igre. Rogina proti Kogelniku, ta je lepo podaljšal, odkrivala sta se Kotnik in pa Korbar. Iz avta za Dravograjčane znova Rogina. V preigravanju je bil Kogelnik, izbija Pušnik. Lepo je žogo sprejel Horvat, prekršek nad Horvatom je storil Rogina. V tej sezoni pred tem 13. krogom seveda je bilo pokazanih 379 rumenih in 22 rdečih kartonov. Igralo je kar 314 različnih nogometašev. Ko je bilo le še to dovoljeno, se je na tribunah skupno seveda zbralo 3950 navijačev. Največ prav na tem stadionu, kjer spremljamo ta obračun na koroškem derbiju med Dravogradom in Korotanom, ko jih je bilo 350. V primeru, da seveda ne bi bilo teh korona ukrepov, bi na tem največjem koroškem spopadu, če lahko tako rečem, zagotovo bilo prisotnih vsaj med 800 do 1000 gledalcev. Največ obračunov oziroma največ gledalcev pa si je ogledalo obračune Korotana. Bilo jih je 1121, sledi Dravograd z 980, Bistrica 796, Rogaška 715 ter Šmarje 681. Največ zaporednih zmag so nanizali prav Bistričani, 9 od 1. do 9. kroga niso oddali niti ene same točke. Največ zaporednih porazov pa je zabeležil Videm 6. Horvat pametno sedaj prepušča žogo v igri, zaveda se, da je bil prehiter, da je bil v prepovedanem položaju. Da zaključim prejšnjo misel, kar se pa tiče nastopov iz klopi oziroma vstopov iz klopi, pa v tej sezoni največkrat Kapun iz Bistrice 10-krat, sledijo pa Alen Orlač iz Cirkulan, Aleš Leskovar z Reče, Blaž Kovač Korotan, Andraž Koreš Šmarje, ki so 9-krat vstopili v sklopi in tako veljajo za prave džokere svojih trenerjev, bi lahko rekli. Znova Horvat v samostojni akciji, Dvoršak je na desni strani z diagonalno podajo iskal Kovačiča, a nenatančen je bil pri oddaji žoge Mladinič iz Bistrice. Teče že 89. minuta tega obračuna, prednost gostov pa res neverjetna, 6 zadetkov, 1:7. S tem so prišli do druge najvišje zmage v tej sezoni. Kot že rečeno, najvišjo so zabeležili Podvinci z 0:7 proti Dobrovcam, a še imajo nekaj časa gostje za morda povišanje svoje prednosti. Korošec v preigravanju na levo stran, ker je Horvat, uteka Korošec. Horvat ga je lepo videl, hitrejši je bil Korošec, oster prekršek na koncu Izaka, ki je prijel rumen karton. Tokrat pa bo, kot vse kaže, vendarle izvajalec prostega strela Pušnik, ki po večini izvaja te prekinitve pri gostih. Danes tudi se je izkazal z 2 res izjemnima podajama v prostor.
s katerima so Bistričani dvakrat tudi zatresli mrežo tekmeca. Pušnik, direkten strel na vrata z tega položaja. Dobro je videl, da vratar Saveli stoji nekoliko v levo in ga želel presenetiti, ali ta se je dobro postavil na koncu in preprečil še 8. zadetek v mreži Dravograda. Gre za 6. udarec iz kota Bistrice. Na tem obračunu domači so izvajali zgolj 2. Tudi to je podatek, da danes Dravograjčani niso preživeli dosti časa v svoji napadalni formaciji oziroma da niso napadali, igrali. Pušnik proti oddaljenejši vratnici znova. Kogelnik z dolgo podajo proti kotniku. Pravočasno izvrat Dabanović, manjše poigravanje vratarja Bistrice. Prekršek na koncu Kogelnika. Dejansko vsi nogometaši v obeh taborih sedaj še samo čakajo na zadnji sodnikov žvižg. Korošec na levo stran, lepo je videl Kovačiča. In glavni sodnik je odpiskal konec tega prvega obračuna 13. kroga v 3. slovenski nogometni ligi Vzhod. Na koncu pa res visoka zmaga Bistričanov z 1:7. Preletimo še strelce. V 10. minuti Martinčič, 0:1, v drugi prav tako Martinčič za 0:2, 0:3 Kovačič, edini zadetek za domače pa je v 35. minuti dosegel Kogelnik. Nato v drugem delu pa nov šov Bistričanov, strelci pa Korošec oziroma Kovačič v 57. v 65. Martinčič, 74. Polegek in končnih 1:7 je postavil Korošec v 85. minuti. Z moje strani je bilo to vse, kar se tiče tega obračuna. Hvala za vašo pozornost in vljudno vabljeni tudi k ogledu srečanja, ki ga bomo prenašali ob 18:30. Gre za obračun med Korotanom in Dobrovci. Hvala lepa, do takrat in nasvidenje.